Smo napovedali okroglo mizo, meni se je to bolj debaten klub, pa dnevna soba, tudi takole, takle poznanstvo so, čeprav bomo zelo ostali v strokovnih okvirih, ke gostje, ki so pa z nami, so pa kar znameniti. Po mojem moram začeti pri enemu, ki je že res zelo dolg prijatelj Reviva. Povabili smo profesorja doktorja Mihaela Jožefa Tomana, redni profesor za ekologijo in varstvo celinskih voda, je bil na biotehnični fakulteti, je pa drugač na Life to Rivers, to je en mal večji projekt, ki ga v konglomeratu 5 organizacij delamo, je tam tudi eden od ambasadorjev projekta, pa bi ga prosil, da kar pride gor. Dolgoleten prijatelj, predvsem, pa ne samo vodano, tudi mislim, da Reviva. Seveda se mi zdaj pomemben, da najprej gospoda profesorja povabim, ta druga takoj bo Polona, ko se to tudi spodob, kar kamorkoli se usedete, razen ta čisto levi je moj. Polono vsi poznamo, ali pa večina nas pozna, je biologinja, je direktorica inštituta Revivo, ki več bova pol povedala sama, pa se bo vsi sami vse govorili, hvala lepa. Še eno damo, eno doktorico Urško Koce, ki je sicer biologinja, ja, zaposlena na Dobsu in je ornitologinja, pa tudi Urško po mojem bolj kot prijatelj so predstavil, predvsem zato, ker sem lahko prebral na Facebooku včeraj, da že čisto od začetka smo naša, ne? Skoraj. Ja, skoraj. Tako, jaz se da spomnim od 7 let nazaj, ne, tako kot Polone. Pa dva možakarja, še en prijatelj, ki je bolj prijatelj, ki pa strokovnjak, če mene vprašate, je Rok Rozman, ki je biolog, pa režiser, pa filmski ustvarjalec, pa ribič, pa aktivist, Rok, zdravo. Čau. In še en prijatelj, ki pa ga zelo strokovno maltretiramo, ampak cenimo ga pa v obeh pogledih, Aljoša Petek z Pravno-informacijskega centra, ki je med drugim tudi en del Life to Rivers projekta, pa Urška tudi, tam je na koncu Aljoša, če se sedeš. Naša Ana nam bo vodo prinesla, sendvičev, pa ne, vino tudi kar takoj, bo lažje stekel, ali kva. Mi smo razmišljali o tem, kako bi vsebino postavili, in smo rekli, seveda okrogla miza se mora imeti nekaj v zvezi z zagovorništvom rek, zakaj pa nova generacija optimizma, pa mogoče bomo probali izluščiti, kaj pomeni nova generacija optimizma. Bi pa jaz mogoče za začetek, ker je 10. obletnica Reviva, prosil Polono direktorico 2 stvari. Eno je to, da Polona te izkušnje še nimaš, da ko otroci odrastejo tam, ko padejo v najstniška leta, torej ker Revivo, zdaj smo vkorakali v najst, zdaj smo najstniki. Ker najstniki vkorakajo v to dobo, mama ne more več oblačiti otrok, pač to je ena stvar, ki je tako zelo evidentna, pa se začnejo malo po svoje obnašati najstniki. Zakva, ki iščejo svojo identiteto, ki bogatijo družinske razmere, ki jih malo hočejo prevrednotiti, po mojem se bo tudi to v Revivu zgodilo, ampak ena stvar, ki smo jo naredili vsi skupaj zavestno, je pa to, da po mojem ki nas dolgo spremljate, ste ugotovili, da smo imidž malo zamenjali smo logotip. Včasih, ta prvega je narisal Peter Pangal, oče od Polone, Pero Pomahi, in tega smo se držali, imel eno svojo lepo simboliko, hvala lepa, eno lepo simboliko, en lep izhodišče, zato da smo pa naredili tega, ki je kle v zgornjem kotu, ki je sicer aplikacija le tega, ampak da Polona ne pozablja, da je včasih imela možnost Revivove otroke oblačiti lihko, kar jih je pasal, pa da zdaj to več ne bo ratval. Ti dajemo ta zadnji znak, pa ta zadnjo broško s ta starim znakom, da si už spravila, pa vsakič, ko boš jezna na nas, da boš odmaro, boš rekla, včasih sem jih lahko oblačila, zdaj pa ne gre več tako. Tako da ekipa zdaj lahko malo po svoje, ker smo najstniki. Ta druga stvar, Polona, ta prvih 10 let, s Cokijem sta štartala, končuješ pravzaprav z 9 sodelavcami, 10 nas je v ekipi, trenutno prvih 10 let.
Divje. Začeli smo zelo spontano in nenačrtovano, zato smo se potem tudi tako razvijali. Zato jaz mogoče vidim lih obratno, da smo zdaj prvih 10 let bili tako kot najstniki, malo nismo vedeli čisto dobro, kako bi, kaj bi. Se mi zdi, da zdaj smo pa toliko dozoreli, da se bolj usmerjeno fokusiramo, tudi identificirali smo stvari, kjer vidimo, da bi bila naš doprinos najbolj učinkovit ali pa potreben. Tako da se mi zdi, tudi z novimi sodelavci smo dobili novo širino, nova neka znanja, ki nam omogočajo tudi dostop do nekih drugih procesov ali pa raziskav, ki jih prej nismo imeli. Se mi zdi to zelo pozitivno. Je pa seveda več kot nas je, težje je nekako organizirati se, težje je razmisliti, pa skupaj sprejemati odločitve. Se mi zdi, da od začetka Reviva sem tudi jaz stremela k temu, da vsi zaposleni sodelujejo pri tudi večjih odločitvah in potem več, kot nas je, seveda to postane težje. Ampak hkrati pa vidim, da vsi, ki smo, ali pa mogoče, da se ponavadi si zbiraš ljudi, ki so ti blizu. Tako in tako ne zbereš nekoga, ki je čisto drugačen, tako da se mi zdi, da sem imela tudi srečo, da sem zbrala ljudi, ki so zelo blizu mojemu razmišljanju in mojemu videnju, kaj in kako bi mogli z rekami delati. In se mi zdi, da vseeno te odločitve in usmerjanje, kam bo šel Revivo naprej, niso zelo tako najstniške, ampak so dejansko posledica tega, da vsi vidimo probleme zelo podobno in tudi podobne rešitve. Tam, kjer se ne strinjamo, pa znamo poiskati tisto rešitev, za katero vsi skupaj se strinjamo, da bo za reke, za naravo najboljša. Tako da bilo je pestro in upam, da bo pestro še naprej. Bomo poskrbeli. Urša, ti si prijateljica Reviva, ampak meni se zdi, da si tudi sestrična. Tako se mi zdi, ja. Mislim, tako se mi zdi, da imaš eno tako vlogo, kadarkoli pridemo, pa kjerkoli kakšna žurka si ti tam, ne? Pa tako malo po stran opazuješ, kaj se dogaja, pa vsake toliko časa pol kakšno modro prijavaš, ne? Lahko bi bila tudi teta, sam spreječ mladostna za to, tako da sestrična sem se odločil, ampak ti kot bystander, ne, tako nekdo, ki malo od zunaj gleda Revivo, kaj se spremeni? 10 let nas spremljaš, ne? Kaj se spremeni? Razen številke. Zdaj bom začela pri teti, ko si me malo izzval. Jaz sem namreč 10-krat teta, pa 5-krat prateta, tako da... Bravo, lahko en aplavz, Dobro. Prateta, to isto, kot stara mama, sam da si teta. Tako da nisem več tako mlada. Kaj se je spremenilo v tem času? Mislim, jaz sem predvsem navdušena nad tem hitrim trendom oziroma razvojem, ki ga je bil Revivo nekako sposoben pelati, ker ko sem se jaz prvič srečala s Polono, ko so se prvič srečala, si bila še na zavodu za ribištvo, ne? Ampak kasneje, ko je bil pač Revivo še zelo mlad otrok, takrat so bili, mislim, da 4 ste bili vse skupaj, in že takrat ste delali super stvari in super projekte, ampak ta hiter razvoj, ki se je pa zgodil zdaj v zadnjih nekaj letih, je pa prav fenomenalen. Meni se zdi to pač res pohvale vredno, da je ena taka ekipa z omejenimi resursi, omejenimi kadri bila sposobna toliko kvalitetnih projektov pač prijaviti, pridobiti in tako, no. To kaže na eno veliko strokovnost, ne. Hvala lepa. Gospod profesor, vi ne poznate sam Reviva, vi poznate Polono. A lahko rečem od majčkega skoraj, ki je bila še smrtla, no, če tako... Ja, se bojim, da je bila vedno višja od mene, tako da... To je res, torej. Ja. Ne vem pa čisto natančno, ker praviloma sem sedel, ko je prišla v kabinet. Ja, Polona je bila ena tistih, v katerih študentov, ne študentk, ko začutiš hitro potencial, ne? In veš, da ni ukalupljena. In to je mene pri njej daleč najbolj potegnilo. Morda še bolj neukalupljen, ampak pa tudi mečken, kako bi rekel, flower power sistem je bil pa rok, ki je bil malo za njo, ampak mi je bil tudi všeč, ne?
še posebej, ker je v našem smučišču peš hodil gor, čeprav je delala vlečenca. Tak je on, ne. Polona je bila pa, kako bi rekel, že od vsega začetka sem vedel, da ne bo zanesljivo klasična biologinja, ki bi se zaposlila v inštituciji in tam čakala na penzion in se razburjala, kako je majhna plača in kako jo pravzaprav kolegi čist ne razumejo. Tako da sem bil zelo vesel, ker je hitro ugotovila, da pot neke, zdaj, da ne bom kakšno neumno besedo izjavil, inštitucije, kot je bil Zavod za ribištvo, ni njena prava pot, ne. In vam moram povedati, da takih biologov in biologin je izjemno malo, ali pa skoraj nič, ki si upajo iti na svojo pot, peš, ne s kakšnimi prevoznimi sredstvi in peš prehitevajo vse, ki so bili z njimi. In to se je ne zgodilo in jaz jo z tega vidika občudujem. Rahlo sem bil, kako bi rekel temu, razočaran, ker sem videl v njej še velik pedagoški potencial, pa je tudi verjetno to mesto, ki bi ga začela, ki začneš na začetku, to se pravi plavati se uči z žabco, ne, ker bi ona morala začeti, če bi hotela postati asistentka, in sem jo razumel, ne, da to pravzaprav najbrž res ni njena pot. Tako sem po svoje vesel, da se je ognila tem birokratskim mukam, ki bi jo sicer spremljale v tem, da rečem, raziskovalnem in plodnem in siceršnjem življenju. Kaj pa zdaj občudujem? Zdaj pa občudujem to, že samo ime mi je bilo izjemno všeč in mi res potrebujemo, da se oživimo na nek način, ne. Večina ljudi zaspala, se tudi pravzaprav ne vidijo več svoje okolice, ne glede na to, da gledajo, ne, v vode, stojijo na mostu, kam teče naprej, nazaj, ampak jo dejansko ne vidijo, ne. Torej, nek revivo rabimo v glavah, rabimo revivo v politiki, ki je seveda skrajno posebna, in ne nazadnje vidimo revivo tudi v stroki, ne. Glejte, najlepše je biti v laboratoriju, morda še lepše v kabinetu, še posebej, če imaš fotelj ali pa celo kavč. Težko je pa biti v družbi in nekaj s svojim znanjem narediti. In v tem jaz vidim to strašno vlogo reviva. Težko bi omenil še kakšno podobno zgodbo, ki se je zgodila v slovenskem prostoru, jih je pa drugje precej. Tako da v tem pogledu, poglejte, je to zdaj ena skupina ljudi, ki govorijo zelo različne jezike, ne. In tega v Sloveniji absolutno ne obvladamo, ne. Da se dobi skupina ljudi, večjezičnih, in se potem v bistvu pogovarjajo in noben nikogar ne razume. Tako funkcionirajo sveti pri ministrstvu, tako funkcionirajo ne nazadnje svet za vode. V bistvu sploh ne vem, v katerem jeziku se pogovarjamo, ne? In pol iščemo nek skupni esperanto. To pa ni v redu, ne? In to je ena velika prednost tega inštituta, da iščejo skupne rešitve in kljub temu, da so večjezični, torej niso samo naravoslovci, niso samo kaj šele biologi, ne? Ampak ljudje, ki z različnimi očmi vidijo podoben problem. In to je zdaj v sodobnem svetu, je pa edina možna rešitev. Glejte, boj, mesarsko klanje v okolju, naravi in tako dalje, ni nikoli funkcioniralo. Pač zmagal je tisti, ki je imel močnejšo macolo. In to se na vodotokih, se je točno to zgodilo, ne. Biologi smo bili z mrezcem, pa mogoče z banco, potem je pa prišel bager, ne. Kaj če jaz tam početi, poslušajte.
nimam kaj proti bagru. No, torej, zdaj se pa to odpira. In če bojo v tej smeri nadaljevali, moram nehati, ja. Če bojo v tej smeri nadaljevali, jaz vidim en izjemen potencial, ne. Je pa seveda kritična masa pa verjetno tudi ena zelo pomembna stvar pri inštitutu, ne, ker v nasprotnem primeru se pa zadeva lahko, da rečem, veliko vode je lahko tudi nevarne, če tako zaključim. Hvala. Okay, hvala lepa. Aljoša je prihaja iz Pravno-informacijskega centra. Aljoša, ti si pravnik, če se ne motam. Ti govoriš en drug jezik, jaz se spomnim, da Polona velikokrat tebe omenila, ker te jaz pa še nisem poznal. In da ti spravnik pa da ene stvari veš, pa mi to ne vemo, ne. Polona zmeraj pove, jaz to ne vem, ti z družboslov, zdaj to ti povej. In isto je rekla za Aljošo, jaz to se nas poznam, to bo Aljoša povedal, kar velikokrat sploh ni čistko res, ne, ker se mi zdi, da imamo vsi malo pogleda v druge jezike. Kjer jezik manjka review? A smo kle najšibkejši? Toliko nas poznaš, zdaj nekaj let z nami sodeluješ. Ja, zdaj nehvaležno vprašanje, ne, kje ste slabi? To glih, ne vem, če bom na to direkt odgovarjal, ampak mogoče glih ta pravni ali pa tudi majčken politični vidik ali pa ta jezik, se ga je tudi treba naučiti, ga je tudi treba v praksi uporabljati in se mi zdi, da sploh v teh projektih, ker zdaj sodelujemo, da se v to pač tudi intenzivno pravzaprav usmerjate, se pravi skušate prakse, dobre prakse skozi neke tudi predpise, tudi strategije in tako naprej potem prepeljati v prakso. Moja stvar, tako, kjerkoli sem v nekih lokalnih okoljih ali pa s komarkoli komuniciram, pomagam, naša funkcija je neka ta pravna podpora. Veden rečem, dajte biti zraven takrat, ko se v nekih strateških ali pa nekih večjih odločitvah, ko se pač odloča, ali je to lokalna skupnost, občina, država, vse te stvari, treba je biti tam zraven in tam je treba halo narediti, da se lahko potem stvari tudi nekako sistemsko premikajo naprej. Potem je pa še ta druga, to je od odzgor in navzdol, pa imamo pa te od odspodaj in navzgor, ker smo pa danes videli kar nekaj primerov in tudi upamo, da v praksi čim več, čim hitreje. In te stvari se nekako bolj morate združiti in tukaj so vsi ti jeziki, ki se moramo pač vsi skupaj naučiti in se združiti. In mislim, da recimo pravo se pogosto dojema kot nek boogeyman, neka stvar, ki je tako, tega pa res se ne morem naučiti ali pa karkoli, ampak jaz sem izjemno nenaklonjen temu stališču mnenju. Meni se zdi, da se vsak zna tega naučiti, tudi tega jezika se da priučiti. Predvsem ga je pa treba potem v bistvu v svoj korist, oziroma v korist recimo narave potem uporabljati aplikativno, v vseh teh primerih, kjer se stvari dogajajo. In če sem čisto iskren, jaz mislim, da imamo že zdaj zelo dobre podlage, strateške, zakonodajne, da se stvari spremenijo, da gremo na boljše in da je mogoče bolj pomemben, ker ta pravni jezik je pa en tak družbeni oziroma ta interdisciplinarni, mogoče, ki ste ga tudi nakazali, en tak jezik, v katerem se pa moramo kot družba zmeniti in odločati, da je to prava pot naprej. Ker pravo tukaj ne bo ovira. Če bodo ljudje smo tisti, ki napolnjujemo pravila, ki jih na koncu tudi napišemo in sprejmemo in mislim, da kot družba moramo stopiti skupaj in se teh stvari pravzaprav naučiti si napisati nova pravila, narediti nek nov, tako kot Evropa, zelen dogovor, moramo tudi ga mi pač v Sloveniji končno nekako pravzaprav sprejeti. In tukaj so vsi jeziki so pomembni in mislim, da se Revivo tega vedno bolj zaveda in se tudi na ta način pač združuje, tako da sam še naprej. Okay. Hvala lepa. Hvala. Rok, jaz z mojimi skromnimi očmi tebe vidim kot aktivista. Ti zagrabaš ekipo, pa se skanuira na Balkan, pa se podpišete na kanu, pa ga hočete najesti predsedniku vlade v kabinet, ker se to spodobi. Ne zato, da bi mu nagajal, ampak zato, ker se to spodobi. Ta tvoj aktivizem pa mogoče zame najbolj vidim filmski.
kot opovezovalca, seveda si tudi biolog, tudi stvari zelo dobro razumeš. Moram reči, da v revivu, koliko 7 let, v 7 letih sem zdaj tudi srečal ljudi, ki prihajajo z strokovnega področja, pa so rekli, ja, to ste vi, ki ful strokovno delate, sam nam manjka aktivizma. A revivu manjka aktivizma? Hvala. Meni se zdi pa revivu, da je dobra kombinacija vsega, a ne, sej, mogoče, če rečem, da jaz v bistvu namaram biti aktivist, zato ker aktivizem je bil precej zlorabljen na mnogih področjih za neke stvari ali pa financiran z nekih virov, ki so na koncu ti aktivisti vlekli voz za tiste, ki jih v bistvu niso marali, tako da jaz mislim, da je aktivizem lahko velika past. Mogoče ne direkt na tem področju, na mnogih drugih, lahko pa tudi na tem. Z mojega vidika je bilo pa mogoče to, da je bilo moje izhodišče tudi to, da sem biolog, kar je mogoče tudi že profesor tamle omenil, da smo kot biologi videli, da gremo lahko v neke inštitucije in bomo tam zdeli in jamrali okoli plače, pa itak nič ne bomo mogli narediti, ker če bomo rekli šefu, da je tole brez veze, bo on rekel, ja, a v šel drugam delati, a ne, sem rekel, jaz v štartu nam tega naredil, kem dal enemu čelno, pa bom šel še sedeti, ne sam dan plačo zgubil. Mogoče sem zato začel bolj direkt se lotevati stvari, ker sem videl, da imajo oni veliko macolo, jaz sem vedel, da mi večje macole ne moramo imeti, lahko jim pa odžagamo štil na uni macoli, a ne. In zato smo se šli raznih unih kanujev, akcij, kajakov, ne vem česa. Je pa res, da samo s tem tudi ne moreš zmagati, a ne. Ti moraš imeti pravo kombinacijo strokovnosti, raziskovalne dejavnosti, kjer boš prišel do nekih objektivnih rezultatov, s katerimi lahko operiraš, zato da se boš pol lahko šopiril na ulici pa rekel, butli, to, kar vi počnete, ni dobro, zato ker boste uničili reke, pa nič ne bomo od tega imeli. Se pravi, če se vrnem nazaj, mora biti oboje in se mi zdi, da pri revivu je zmer več obojega. Predvsem me pa veseli to, da lahko sodelujemo, a ne, da ni zdaj to pa, ker včasih je bilo tudi v tem segmentu, to je naše, vsi so se malo komolčali, ne, mi pa ne bomo sodelovali, zato ker je bilo financiranje zelo omejeno, če bomo mi zdaj skupaj delali, bomo mogli si razdeliti neke finance, meni to nikoli ni bilo všeč, ne, ampak se mi zdi, da je zdaj več posameznikov ali pa organizacij v Sloveniji dokazali, da je edina pot tako, da sodelujemo, da skupaj nekaj naredimo in da ste eni boljši v eni stvari, drugi mogoče v drugi in nima smisla, da bi bili vsi povprečni v vseh. Zato je bolj, da eni ostajajo boljši v eni, drugi boljši v drugi in na koncu skupaj nekaj naredimo, ki bo v bistvu na koncu za vse bolj. Zato me veseli, da Inštitut Revivo že toliko let deluje, v bistvu smo mi istočasno skoraj začeli. Jaz se spomnim, ko smo mi tisti prvi film Damnation predvajali v Šiški, takrat se je tudi vaša zgodba začela, ne. To je dobesedno istočasno, mogoče par mesecev razlike, ne. In je lepo videti, kako se je to razvilo in upam, da se bo še naprej razvijal, je pa res, da če je bilo že takrat slabo, se mi zdi, da je danes še slabša, ne. Naš problem se ni zmanjšal, kvečem zvečal se je, tako da moramo biti mi zmer bolj pametni ali pa zmer bolj sodelovati, da bomo zmožni ta problem nazaj držati. Hvala lepa. Spomnil sem se, glede na to, kar si Likar povedal, ne, da moramo skupaj držati, pa prej Aljoša rekel, vse pravna sredstva niso na nekakšen problem, če sem prav razumel, sam, če so ljudje za to. Ne. In zdaj, tako sem pač malo poenostavil, ampak to me je spomnil že prej na to, da veš, kad si ti recimo svojo Savo vrtel, v Radovljici je bilo koliko 1700 ali koliko ljudi je prišlo na ono. Ne, skratka, masa ljudi, navdušeni, so se strinjali, večina verjetno se je strinjala s poanto filma, ki sporoča, dajmo skrbeti za naše reke. 4 ali koliko let kasneje se zgodi shod na sotočju obeh Sav. Kje so te ljudje? Situacija je slabša, kot je bila recimo pred leti. Kje je teh 1700 ljudi v sodelovanju, ki jih kličemo, ne? Ja, to je pa ono, a ne, danes so vsi bi nekaj, vsi bi bili zraven, vsi so pa Facebook aktivisti, oni mislijo, če kliknejo tam like, da so svoje naredili, a ne. Sej, to je pač najlažje, jaz vem, da imajo ljudje službe, da nimajo časa, da je to lahko dostkrat zelo malo
na meji, kako bo sprejeto v drugih, tudi če greš na neko direktno akcijo, kaj pa veš, mogoče te bojo pa z marico odpeljala, ne, tega tudi lih vsak noče. Je pa res, ja, da te take tovrstne akcije se seštevajo, ne, in doskrat to so se prej z Uršo zgovarjali tam lezune, da kdaj se nam tudi zgodi, kar rečemo, pa mi se mečemo na glavo že 10 let, pa nič boljšnje, ne, saj smo, ne vem, kdaj bi tudi kar obupal, ne. Ampak na koncu vidiš, da pa ima učink, da mogoče pa je koga parjel, ampak če se je 1700 parjel, ne vem, dobrih 50-100 ljudi, ne, je to boljš, kot da se ni nobenega. In na koncu je bilo tam 50 ljudi na Sotočju, ne, če pa tistega ne bilo, pa ne bilo nobenega, tako da mi moramo biti tudi malo realisti, pa malo biti objektivni in pričakovati, pa vedeti, da je procent odzivnosti zelo nizek. Tudi ljudje so danes bombardirani s to in eno stvarjo, ki je narobe in ne vejo čisto točen, pri kateri bi se angažirali, ne. Tako da se mi zdi še zmer, da je več ljudi za to, da bi nekaj naredili v dobro rek, napram 10 let nazaj. Se pravi, smo vsi skupaj naredili nekaj dobrega, niti slučajno pa nismo še tam, da bo prišlo tamle tavžent ljudi, pa se bo un župan toliko ustrašil, da bo sam bagar odpeljal stran, ne, tam pa še nismo. Ne, iz tega meni to, kar si rekel, se mi zdi res skrajen optimizem, ne. Če nas ne bi bilo tam še unih 50, ne bi prepričali, pa se mi zdi tako dobro, naša Polona rada reče, jaz sem ful rada učinkovita, ne, in to recimo zelo nizka učinkovitost, ampak v bistvu profesor sem hotel vas vprašati, ne, v kateri točki smo in kje smo zamudili prihodnost? Mislim, da smo izjemno nizko, ne? In da k temu absolutno, po mojem mnenju, en velik del prispeval najprej šolski sistem, ki pravzaprav kakšne vsebine pa vključuje pri znanju otrok, ne? O okolju, o tem, kako ga doživljajo in kaj ga vidijo, ne? Če pogledamo samo biološke vsebine v šolah, od osnovne šole naprej do srednje šole, se pogovarjamo predvsem o bioloških vsebinah, ki jih niti z mikroskopom ne moreš res razumeti. To se pravi, gremo v neke strašne detajle, ne vidimo pa nobene celote, ne. Druga stvar, ki je, ko ste rekli 1700 ljudi, zdaj pa samo še neki, ne, to je bila predstava, ne, če sem čisto odkrit, ne. Ljudje grejo radi pogledati take in drugačne dokumentarce, ne, a se pa poistovetijo s to problematiko, je pa drugo vprašanje, jaz mislim, da se niti približno ne. Tretja zadeva, ki se mi zdi, ki je pri nas res izrazita, je pa lokalno razmišljanje, ne. Vi morate vedeti, da so bili na tem Sotočju, dobro, vse je nekaj ljudi prišlo, ki poznajo tako ali pa drugače, aktiviste, ne, ki so združeni bodisi v krajevni skupnosti Lancovo ali pa tisti, ki so pravzaprav nekoliko širši, ampak to so lokalni ljudje, ne. In mi smo strašno lokalno naravnani. Jaz ne poznam nobene gorenjske civilne iniciative, ki se bi ukvarjala zdravo in obratno. A veste, to nas ne zanima, ne. To se pravi, ta NIMBY sindrom v Sloveniji je izjemno močan. Jaz se spomnim že v 90-ih letih, ko sem še delal in živel na Danskem dlje časa, so me pogostokrat kolegi, to sem že milijonkrat povedal, ne, na univerzi vprašali so rekli, kako to, da imate v Sloveniji, mislim, da smo bili takoj za Čehi, največje število civilnih iniciativ, tako je kazal tako imenovane evropske ali svetovni ali kakšen barometer, ne. Pravijo, nimate nobene okoljske zakonodaje. Se rekel, imamo kakor šte. Imamo celo evropsko, ker smo že, no takrat je bilo lih tako, a smo samostojni, a nismo, ne, ta leta. Je kaj pa potem počno ti ljudje, ne? A so to izobraževalne narave, ali kaj počnejo? Jaz sem rekel, ne, politika na tem področju ne funkcionira, ne obstaja.
In ljudje se bojijo, bodi si za svoje zemljišča, za svoje gozdove, svoje njive in tako dalje. Ne? In res je to. Ne? Mi se ukvarjamo potem s to problematiko, nihče ti jo ne rešuje in ljudem ne ostane drugega, kot da se začno boriti. Sotočje je tipičen primer, ne? Ker je pa boj ne za neko lepoto in tako naprej, ampak je v prvi vrsti boj proti nekemu kapitalu, ki vidi pravzaprav zgolj in samo strahoten dobiček v okolju. In v tem pogledu smo mi izjemno nazadovali, kar se okolja tiče. Ljudje zgradijo, so tako imenovane črne gradnje, na Gorenjskem je zdaj, mislim, da jih je 5 glampingov, lahko da Rok še kaj več pozna, od katerih noben nima gradbenega dovoljenja, pa vsi funkcionirajo. Znameniti jih ne bom omenjal, ker, gledajte, to sem pa se že naučil, da ne smem v imenih govoriti, ker me lahko že kdo, ker sem domov peljal, pokliče, ne? In se predstavi kot njihov advokat. Viš, tudi to je seveda pomembno vedeti, ne? No, tretja zadeva pa je, ne, da mi v vodah še vedno govorimo kot pravzaprav, mi imamo toliko pogledov na vode, da je to, mislim, da sploh ne znamo več združiti v ne vem kaj, ne. Prejšnji teden sem bil na enem posvetu, kongresu in tako dalje, krajinskih arhitektov več držav, ne, predvsem pa balkanske. Glejte, to je njihov pogled na vodno okolje, prostor in vode, to je popolnoma drugače, kot da sem tam, recimo, dobro, vse nekaj je bilo kvalitetnih, ne, ampak tam sem se vprašal, kaj pa tistih mojih 30 let, torej predavanj na krajinski arhitekturi, kaj se je s temi ljudmi zgodilo, da so jih s kakšnimi drugimi zadevšnjimi cepali, kot sem jih jaz, ali kaj se je zgodilo, ne, razmišljajo popolnoma drugače. In še nekaj, gledajte, kaj je za Slovenijo značilno? Vsi vam trobijo, da smo z vodami bogata država, ne? In človek sploh ne vidi več problema, ne, v tej vodi, ker imamo največje bogatstvo voda, tako rekoč, na tem svetu, ne? Kaj vam pomaga? Pa pride poplava, pa reče, ja, imamo tako veliko bogatstvo, da imamo celo poplave, ali kaj? Ne? Kaj pa kvaliteta, kaj pa ostale stvari? Jaz vam povem, da kvaliteta izjemno pada. Jaz sem voda kot voda, ne? V kemijskem smislu, da v hidromorfološkem sploh ne govorimo, to, kar tudi nazadnje Revivo dela, ne? To se pravi, da ni več potoka, da ni več reke. Vprašajte otroke v šoli, kakšna je reka, kaj je potok, kaj vam bojo naredili, kanal pa naravnost pa konc, ne? Pa mogoče kakšno ribo not. In če vam neka znana inštitucija napiše, ko naredi oceno stanja v Koseškem jezeru, napiše, da v jezeru živijo ribe, raki in druge živali, potem se vprašaš, kam smo prišli. In pa ne pričakujete, da zdaj pa politika to razumela. Če je inštitucija, ki ima diplomirane, doktorirane celo, ne, saj eni 30 moji doktoranti, da se kar pokrižam takrat, ne, potem res ne vem. No, to se pravi, jaz sem precej skeptičen glede tega. Veste, takrat v letih 80-78 sem jaz začel delati analize voda, ne, je bilo zelo fajn. Si prišel do potoka, si že na mostu videl, da je, ko se reče, lepo, no, da je, ko se reče šit? Po slovencu. No, torej, da je narobe v bistvu. Da je narobe, ne, ste že videl. In jaz se spomnim profesorja, mojega profesorja, je rekel, tukaj dol pa niti namo hodili, je rekel, jaz že z mosta vidim, ne? In smo šli. To je vsak vedel, kaj je umazana voda, kaj je onesnažena voda. Danes gledate, čudovito reko Sočo, da dam primer. Ne? Poslušajte, noter je tona živega srebra, ki se vsako leto splavi v Jadran. Kdo ga vidi? Noben. In zakaj je tam nevaren živ srebro? Zato, ker smo pregrade naredili. Ker se usedajo živosrebrni delci skupaj z drugimi in ker dol ni kisika in evo dobimo metilno živo srebro. Take stvari, a veste, to je ta širina razumevanja neke problematike. In ta širina se izjemno zmanjšuje.
Upam si trditi. Izjemno zmanjšuje. In že pri študentariji je bilo tako. A neko, kje si bila ti? Na Ptuju smo bili. Urša. Ne. Kje pa? V Bohinju. A ja, ti si to mlajša. No, poglejte, ne? Sestra je bila na Ptuju, ja. Ona ima še sestro biologinjo, ja, groza. Vse je to v familiji, pol vidim. Ja. In hočem povedati, ne, to je bil tudi pristop drugačen, ne. Zdaj, ne bom se s tem hvalil, ampak to smo 30 litrov vina na dan spili, to ni bilo nič. A kaj se nahvalite? Jaz sem zadnjih 10 let, razumete, na terenske vajeno flašo, ki sem jo potem nazaj nesel domov. To se pravi, tudi to se je spremenilo. Nekega aktivizma, kakršnega smo rekli, da je bil on in tako, aktivizem tudi mora biti v študiju, kako rekel, v delu in tako naprej. Me razumete, ne? Ti ne moreš biti, in to se dogaja mi zdaj, no, v vseh teh. In pa imamo dva bregova, imamo pa lokalno politiko, pa državno politiko, pa kaj še bi ti znal povedati, ne. Recimo, jaz se dobro spomnim primera, ko smo prijavili, da je nekdo polil gnojevko v Fužinarskem zalivu, slikovno, uno, tretje, ne. Študenti so zahtevali, prijavite, profesor, to pa ne gre, ne. In smo prijavili. Prvo je bilo vprašanje, katero ministrstvo je odgovorno za gnojevko. Kmetijsko ali okoljsko. In potem so ugotovili, da tam, ki je bilo polito, da ni vodni prostor, ker je vmes še pot. Ne? In drugo so ugotovili, da je kmetijsko zemljišče in da čas ni bil primeren, ko so gnojevko polili. In inšpektorca ni posredovala in veste, kaj je bil odgovor? Tisti, ki je polil, je bil njen sosed. In ona se ne misli ukvarjati s človekom cel življenje. In tako deluje Slovenija. Ali imate soseda, ali imate bivšo ženo, ali imate ne vem koga, razumete, vsi smo žlaht. In zato ta stvar ne deluje. Če imaš to kako se reče, prav na čaku, pa smo vsi žlahtni. Zdaj si pa zamislite, da gre samo ena desetina njih na biologijo, spet pol biologije, bi rekel, Durše, pa sestre Marjete. Pa smo tam. Eno vprašanje, Res ni tako enostaven. En vidik je ta družben, ki je tako majhen, pa res vsak malo vsakega pozna, ampak druga stvar sem jaz slišal, Aljoša, za to vprašanje v bistvu, če se mi zdi, da včasih smo tako zrihtali, da do našega ata tudi prišlo ni, če sem jaz nekaj na ulicu špičil, ki sem hitro dobil kakšno zaušenco, pa še tih sem bil. Zdaj, če danes preslikam, če bi se to danes zgodil, bi jaz doma vreščal, pa šel pa Feri takoj na ulico mu groziti, da bo z odvetnikom prišel, zato ker ne, otrok se pa ne pretepa, pa jaz bi čisto isto stvar naredil, kot 30 let ali pa koliko že 40 let nazaj. Ampak Aljoša, zakaj si jaz ne smem privoščiti to, da povem, da največje mokrišče v bližini Domžal, največjo škodo na vodi naredilo podjetje Hribar, ki je mokrišče od spod pod Krumperkom zadelali. In zakaj se zgodi to, da lahko jaz potem čakam, da me bo nekdo poklical ob 9, kam šel domov. Če me fura. To, kar je profesor rekel. Ena stvar je... To mi je všeč, ki je razumela. Namik, ne, ja. Kako se svet spreminja, ne? A zdaj se kadrovsko politiko pri Poloni pohvalili, da se je dobro odločila. Podobno razmišlja. Jaz mogoče bi sam eno repliko najprej na ta precej negativizma. Danes smo klekali, da smo optimistični, pa gremo naprej v neke pozitivne zgodbe. Jaz bi želel vsem poudariti, da je zelo res, pa sem jaz mogoče manj kot 10 let na sceni, ampak je zelo res, da se te stvari, ki jih počnemo, se akumulirajo. In tudi, če niso uspešne, se nekako gradi na njih in na eni točki se kar ne zgodijo preboji. To so stvari, ki so se kar, recimo mogoče sem jaz tudi prišel v enem takem dost, ne vem, srečnem obdobju z vidika pač mojega področja dela, ampak v mojem času se zgodijo recimo ogromni premiki, ki si jih sploh ne more človek predstavljati, ampak ena je bila definitivno pač referendumska zgodba za vode in druga je bila recimo Anhovska zgodba oziroma sprememba zakona o varstvu okolja.
To so stvari, ki načeloma so potopile pač industrijo. Ne? Industrija je bila, pa te veliki akteri so bili v teh zgodbah premagani. Tako da jaz ne bi želel biti v smislu tega, kaj je mogoče narediti, pa kaj ni mogoče narediti negativen, ker sem prepričan na podlagi izkušenj, na podlagi dela, recimo tudi 7 let sem govoril o presojah vplivov na okolje, ne, pa kako se to slabo počne, pa kako investitor direkt, pa tako naprej. Ampak zdaj imamo pa končno neko situacijo, v kateri se določena, recimo omejena stvar, ampak se vsem spreminja, ne, gre v neko malo bolj transparenten način, transparentno zakonodajo in tako naprej. Tako da, jaz bi upal in sem kletot in delam to, zato ker verjamem, da se stvari lahko zgodijo in da tudi, če pravim, 10 let ni nič, pa kar en klik, pa se bodo stvari recimo uprnile. In če gledam zdaj še čisto zgodovinsko, pa mogoče majčkeno filozofsko, ampak nikoli ni bila neka cela skupnost, ki je kar naenkrat naredila nek premik, ampak vedno so to prišli od posameznic, posameznikov, veden je nekdo, ki zgradi te stvari in potem se spremeni svet. In tudi z tega vidika se mi zdi zelo pomemben še enkrat poudariti v lokalnih okoljih, ker smo govorili, zdaj pa ni prišlo 1700 folka, ampak je bilo recimo 50. Zame so že 3 do 5 ljudi lahko naredijo tak hura, da si sploh ne znamo predstavljati. Ne? Še posebej, če imajo ono aktivistično žilico v smislu, to, če grem v zapor ali pa kakšne take stvari, pa grejo pa nekaj naredijo. Ali pa imajo toliko dobro strategijo, pa znajo toliko dobro pritisniti, pa recimo tudi včasih majčkeno zmanipulirati ljudi ali pa uporabiti v neko skupno korist. Tako da zelo majhne skupine ljudi lahko zelo veliko dosežejo. Tako da jaz nikoli ne bi izgubljal ali pa ne verjel v potencial recimo 2 ali pa enega. Mislim, sama oseba raj ne, ampak 2, 3, 5 ljudi, to lahko se marsikaj doseže, tudi recimo na podlagi lastnega mojega dela. Mi smo 3 zaposleni, pa zmagamo na sodišču, pa gremo pa zmagamo na sodišču, tako da to je meni nek rezultat. Kar se tiče pa stvari, ki smo jo danes že večkrat omenili, je pa mogoče to, ki si rekel, tebe bodo zdaj klicali, odvetnik te v poklicu, zato ker si nekoga javno, bomo rekli, skurcal. To je po moje neka klasična metoda dela, teh velikih, močnejših, ki imajo tudi denar, da takšnega odvetnika recimo najamejo. Ampak ti bom pa povedal, kako pa mi na pico reagiramo na take stvari. Ok, dobimo. Aljoša, a me te pomaga, sam to zdaj, v tej točki. Tako, to sem ti hotel povedati. In potem so pa na drugi strani majčkeno drugačni odvetniki, ki jih je precej manj, ampak so toliko bolj s srcem pri stvari, ki so pripravljeni določene stvari prevzeti in dobesedno napisati grozilno pismo nazaj. Zdaj pa, to je pa potem zgodba, ki se potem posameznik ali pa posameznica odloči, a gre do konca ali ne gre. Zdaj, teh zgodb je ful velik in premalo je pravzaprav tudi nas, recimo, da bi se na vse odzivali sproti. Tako da se potem neke, bom rekel, tudi prioritetne zgodbe in pa te stvari se zbirajo, in si na njih potem več časa vlož. Ampak kar želim povedati, recimo na Picu smo vzpostavili tudi to pravno mrežo za varstvo demokracije, ki je bila v prejšnji vladi recimo zelo močna, zelo veliko stvari se je zgodilo na sodiščih in tako naprej. Ampak tam noter so bili odvetniki, ki so mene prepričali, da še obstajajo tudi taki, ki v bistvu imajo neko integriteto, neko moralo in ki so stvari počeli popolnoma zastonj. Tako da, take zgodbe se zgodijo, take ljudi se najde in recimo, če padete v nek dvom, a lahko še od te točke naprej ali pa ne, dajte magari mene vprašati, jaz ne bom mogel vseh stvari, jaz čist direkt povem, ne moram vsega delati, ne moram vsega prevzeti, ampak lahko pa dam neke kontakte določenih ljudi, odvetnikov, ki lahko na taka grozilna pisma odgovorijo. Ker to so grozilna pisma, pogosto so popolnoma neosnovana na kakršnekoli pravni podlagi, kar pomeni, da je to treba včasih tudi preprosto pripeljati v javnost, povedati, jaz sem dobil takšno pismo, poglejte, pejte do novic, pejte do, lokalnih časopisov, pejte okrog, malo dajte v javnost, glejte, kakšno grozilno pismo sem dobil od te odvetniške pisarne, pišite mogoče malo odvetniški zbornici, ki naj bi kontrolirala moralnost in etičnost delovanja odvetnikov. Ful veliko je teh možnosti, ki so še vseeno na voljo, tako da najbolj pomemben je ne se ustrašiti, ne se takoj ustrašiti, to je modus operandi, način dela, ki je bil v bistvu desetletja in desetletja v igri in jaz
bom rekel, sem popolnoma direktno govoril v vseh svojih tudi javnih nastopih in dobro nam se glih niso upali pisati, ne, ker pač imamo recimo par odvetnikov odzadaj, ampak te odvetniki lahko delimo, no, to sem hotel povedati in obstajajo taki ljudje. Okay, hvala lepa. Polona, mi smo, Aljoša je govoril o pravni podpori, mi v resnici ne vem, smo rabili pravno podporo ali ne, ampak kar neki polen je bilo treba v teh 10 letih preskočiti, da se nismo spotaknili. En teh so tudi dovoljenja za volilnico, recimo v Apečah, kjer smo zelo fajn ugriznali v pesek. Podobne izkušnje po mojem mrzdo od nas z državnimi institucijami, recimo, raven zato, ker ste oportunisti ali pa smo kot revivo oportunisti nekim klišejskim ali pa ne bom razpredal kakšnim potem. Koliko je tega? Koliko je teh zidov ali pa polenkah je treba prestopati? Pa prosim v optimističnem tonu, tako kot je Aljoša napovedal. Ja, silih to sem hotela reči, da jih ni veliko, če pogledaš recimo 10 let, pa kaj delamo, pa tako bi lahko pričakovali, da bo tega več. Je pa vsaka seveda vzame velike energije, pa živcev, pa ukvarjati se moraš s tem, ker jaz vedno pol pomislim, mar bi se ukvarjala pa reševala ribe, zdaj moram pa tle se z nekom bockati sam zaradi tega, ker je v poziciji moči. Tako da nekaj je, se mi zdi, da tudi mi nismo niti osebno, niti kot inštitut pripravljeni sprejeti, tako da se moram tle kar tudi zahvaliti Aljoši, ker dostikrat se obrnem nanj po nasvet in s tem pozitivnim pristopom velikrat sploh ne rabimo nič potem naprej delati, ampak samo da zagrizemo v to in rešimo, tako da do zdaj še nismo naleteli na neko tako oviro, ki bi nam dejansko preprečila, da bi izvedeli tisto, kar smo si zamislili, in mislim, da je to ključno. In da je pristop v glavnem ta, da se ne pustiš enostavno odvrniti od tega, kar imaš, ne glede na to, kaj se zgodi, moraš verjeti v to, da boš lahko dosegel in rineš, poskušaš eno, poskušaš drugo, iščeš različne taktike za različne te ovire in prej ali slej tudi pol vesolje malo pomaga kdaj, da se potem stvari dejansko dajo izvesti in tudi jaz sem, kar se tega tiče, pozitivno verjamem v to, da če zelo se potrudiš in ne obupaš, da se bo prej ali slej. Je pa dostikrat ta problem potrpežljivosti, jaz zelo nisem potrpežljiv človek, in dostikrat saj moraš biti zadovoljna z majhnimi koraki. Ne bomo iz danes na jutri iz bageriranja prišli v obnovo, trajali bo in trajali, ampak potem jaz tudi iščem zavestno neke odzive ali pa ukrepe, kjer pa vidim, saj nekaj se je pa spremenil, dobila sem mail, ki mi je iz Zavoda za varstvo narave napisala, super, to, kar ste naredili, se mi je zdelo ful dobro, kar tako naprej. To je zame že, ali pa me pokliče, ko smo imeli razstavo pred par leti ob Kamniški Bistrici, pa me je kar en, ki je šel mimo, poklical, pa je rekel, to se mi je zdelo pa ful dobro, sem vnuke pelil tam morate popraviti, ker ste nekaj v nemščini narobe napisali, ampak to mi je bilo, super, dejansko je nekdo tudi prebral. Zršen. Majhne zmage v resnici in je treba tudi razumeti, da nekih družbenih sprememb, že sam Slovencev nas je 2 milijona, kljub temu, da smo vsi sorodniki, kot smo danes ugotovili, ne dosežemo vseh, mi dosežemo v resnici majhen krog ljudi in tudi tistih ne bomo čez noč, tudi ne bomo niti vseh prepričali, da je to dobro. Mislim, da moramo nekaj pustiti tudi času, na žalost, da pokaže neke negativne posledice, ki jih mi sicer danes lahko napovemo, ampak mi se s tem ukvarjamo vsak dan. Človek, ki pride z ulice, pa mu jaz rečem, to, da mi bageriramo reko, bo zelo slabo na dolgi rok. Kdo sem pa jaz, da bi on meni verjel, ne? In mislim, da bo kombinacija tega našega ozaveščanja, pa prikazovanja, kakšne so posledice, pa izpostavljanja teh problemov in nekako samih posledic, ki jih bojo občutili ljudje, mislim, da bo to še ključni korak ali pa dogodek, ki nam bo pomagal priti naprej. Moram
Zdi se mi, da ali pa jaz sam recimo velikokrat, kad del reviva se pol ozrem po ta velikih, ne. In meni se zdi, da te veliki ful dobro orjejo pred nami in so to ena druga področja in se mi zdi, da Dobbs z enimi potezami zelo daleč prekaša to, kjer mi pa tako malo bosi pa goli gledamo, mi vemo, kva se vse da narediti. Vemo, da Dobbs je imel enega lepega mecena, ne vem, če ga ima še, ko sem mu rekel mobitel in je nekako vsebina zelo lepo zrasla, z vsem spoštovanjem. Se mi zdi to, kako je danes, a je to rabaš mecena, a rabaš neko odskočno desko, mi imamo sem pa tja male pomoči, ampak jo moramo res nabrati, tle se je pa zgodila kar velika zgodba. Koliko je to za eno nevladno organizacijo? Dragocen, pomemben? Ja, Dobbs ima že zelo dolgo zgodovino, natančno 1 leto mlajši je od mene, tako da nisem bila zraven od začetka. Tudi takrat, ko se je zgodila zgodba z mobitelom, še nisem bila zraven. Je bila pa to sigurno ena prelomnica, ki je omogočila profesionalizacijo društva, ne. Takrat smo dobili, mislim, je društvo dobilo prvega zaposlenega, ta akcija je bila zelo odmevna in je tudi društvo postalo prepoznavno, ne. Hkrati se pa, zdaj, to je o sponzorstvu in mecenstvu, seveda imaš včasih srečo, ne, da dobiš enega močnega sponzorja, ampak ni pa to zelo pogosto. Zdaj, tisto, kar je Dobbsu res omogočilo razcvet tudi v profesionalnem smislu, je bilo seveda možnost pridobivanja evropskih sredstev, ne. S to možnostjo se je veliko stvari spremenilo in to je bilo še tudi pred mojimi časi, se pravi, moji predhodniki, kolegi so zelo, bom rekla, korajžno zagrizali v to možnost in tudi prijavljati začeli prve live projekte večje. Sta bila 2 znana, en je bil na Ljubljanskem barju, Live Kosec, za obnovo mokrotnih travnikov oziroma habitatov kosca. Ta drugi, še bolj poznan, pa verjeten live za obnovo Škocjanskega zatoka. Moram pa povedati, ne, da so se te stvari lahko zgodile samo zato, ker je bila že prej ena zelo močna baza. Dobbs je stanovsko društvo, ampak hkrati je bilo od vsega začetka zavezano ne samo proučevanju ptic, ampak tudi varstvu ptic in njihovih habitatov. Se pravi, naravovarstvo je bilo vedno v središču tega, ne. In dolga leta je bilo to čistko na prostovoljni ravni, ne. In so pač te ljudje, ki so bili v nekaj prepričani, ki so to gradili tako s srcem, tudi omogočili, da je zdaj tudi v profesionalnem smislu pač to velika organizacija, ne. V enem smislu je seveda s to podporo pa profesionalizacijo, ampak preboj, Rok, tebe bi rad vprašal, vsi se še spomnimo one velike kampanje Očistimo Slovenijo in pa smo, ko je bilo to, 11-12 let nazaj, in pa smo spucali Slovenijo v 2 letih je bila, ko so, kot Avstrijanci, mi smo isto pol, ne, vse imamo mi lepo čisto. Mi da s Polonom imamo veliko debato, kako zdaj ta ekološki vidik rek pripeljati ljudem pod kožo, ne, kva zdaj narediti z tega, ti si se lotil to narediti, ali pa delati s humorjem, z druženjem, tako jaz vidim, pa s filmom seveda, ampak jaz velikrat pol Poloni rečem, ko bomo mi reke pripeljali ljudem na mizo, pa jim bo mar. In plastenke so bile pred našim pragom, reke so pa predaleč. A vidiš ti kakšno opcijo, ki mogoče mi povprečni razmišljujoči ne, ali pa imaš več izkušenj? Mogoče zdaj to Očistimo Slovenijo, ne, to je bila fenomenalna akcija v smislu, koliko ljudi je angažirala, ne, ampak to se je zgodilo 2 zaporedni leti, pa če bi šli še enkrat z lahkoto še enkrat to naredimo, ko une smeti so nazaj, ne. Jaz večkrat rečem, da
kako naj temu rečem, ekologija je najbolj narobe uporabljen termin na svetu najbrž. Zdaj, lahko da pretiravam, ali pa saj meni se tako zdi. In ljudje ekologijo dojemajo kot to, da pobirajo smeti. To ni ekologija, to je smetarstvo, pa nimam nič proti tem, je zelo dobro, ampak mi smo pobrali takrat smeti za ljudem, ki so jih metali, se jih niso oni šli pobirati, ki so jih vrgali, ne. Mi bi mogli vsak, ki je šel tja pobirati, dati eno okoli ušes unmu, ki je to vrgel. Tako bi na dolgi rok to rešili. Mi smo pa zdaj samo odstranili njihovo svinarijo. Mogoče je bilo kakšnemu neugodno, ker je videl, da zdaj eni to pobirajo, ampak ni se rešil to v tistih 2 letih, nažalost. Se bo vse pa rešuje na dolgi rok. In po rekah je isto, a ne? Mi moramo ljudem nekako dokazati, ali pa pokazati, da oni rabijo reke, a ne? In mi, ki smo začeli to početi, ko smo s kajakom, so meni na vsakem dogodku, v vsaki priliki vsi naprej metali, da to jaz počnem iz nekega sebičnega vzgiba, zato ker rad veslam po divjih rekah. Sem rekel, jaz tega ne skrivam nikoli, jaz sem se za reke začel boriti, zato ker sem ribič pa kajakaš. Jaz se ne borim za parkinge pri Hoferjih, zato ker jih ne uporabljam, jaz uporabljam reke, zato se borim za njih in nimam nobenega problema s tem, a ne? Ampak vidim širšo sliko v tem in vidim, da mi vsi rabimo te reke. Ja, rabi jih tudi ta mal polžek, pa una ribca, pa račka, nažalost večini ljudi ni mar za tiste polžeke pa ribce. In sem jim začel malo govoriti, da mogoče pa so reke, ohranjene reke v splošno korist, da nam omogočajo kvalitetno pitno vodo skozi podtalnico, ki jo napajajo, sploh v slovenskih razmerah. Da ne vem, da v neki fazi, pustimo zdaj, da je šel ta turizem čist predaleč, so tudi omogočale neko lokalno ekonomijo, ki je bila dobra za tiste ljudi tam okoli, to je šlo predaleč, zato se ne preveč na to naslanjal, pa da mogoče lepa ohranjena reka pomeni več, kot nekaj, kar bo izraženo v evrih. Če greš ti po nekemu stresnemu dnevu na šihtu, lahko za reko sedeti, pa tam magar še en pir odpreš, če to paše. Ja, jaz mislim, da to več vreden, kot marsikaj drugega, če imaš ti za bajto tako reko. In v Sloveniji skoraj vsaka bajta imela včasih tako reko, zdaj nam jih bo pa počasi zmanjkala. In ker jih bo enkrat zmanjkalo, bo prepozen, ali pa bo predrago to nazaj spraviti v neko stanje, ki bo boljše. In se mi zdi, da je ljudem malo začeli to kapljati v glavo. Tisti, ki so to že vedeli, so zdaj dobili malo korajže, da to povejo. Tisti, ki so se pa zdaj priklopili tej zgodbi, pa malo bi radi pomagali v to smer. In jaz zmeraj pravim, da varovanje narave na nek način mora izhajati iz sebičnega vzgiba, ker če ne, dolgoročno ni vzdržno. Sej so bili prvi naravovarstveniki, so bili, če hočemo priznati ali pa ne, jagri pa ribiči. Kaj jim je en tamle začel žagati gmajno, so rekli, ne bo več srn pa košut, kva bomo mi na mizo dali. Pač bodimo iskreni, se jaz zdaj zelo pretiravam, pa malo karikiram, ampak če bomo spravili več ljudi za vodo, tako kot počne Revivo, tako kot smo počeli mi, tako kot je počel Dops, jaz sem tudi majhnega član Dopsa. Jaz sem bil kot tak lemulj skozi za ptiči, fotor, kaj je to za ptič? Nimam pojma, ne sprašuj me teh trapari in ker nisem nehal, je tam pa dobil v Cajtangu neko glas, Dops me kaj prijavil, pojď njih sprašuvati, daj meni daj mir, na srečo so bili oni tam, meni je bila Urša mentorca na taborih, koliko sem bil jaz star tam, osnovna šola. Ja, ona je meni to povedala, jaz zdaj vem, kva poje tam, ka neki čivka, In meni je zdaj mar zaradi unga ptiča in če mi mar za ptiča in da moram grmovje tam ohraniti. In pa rekah je bolj, ka ne isto, zato moramo na ta način približati ljudem, pa mogoče malo manj strokovno, kot se je večina ljudi do zdaj tega lotevala, zato ker to ne pride do živega ljudem. Če bomo pa šli za vodo, plavati na raft ali pa kaj spit gajbo pira, bo pa mar kaj več se prijeli, upam. Gospod profesor, mogoče to, kar je Rok omenjal, vi sledite že do nedavne upokojitve, torej ves čas, ko ste delali na fakulteti in verjamem, da že prej z mladimi generacijami iščemo odgovor na novo generacijo optimizma, a je prepozen, je moje vprašanje. Ja, seveda ni, samo danes so povsem drugačni pristopi, Jaz ne vem, če na kak način ne bi mlade pravzaprav spravil in aktiviral. Tukaj jaz ne poznam odgovora.
Absolutno je pa to potrebno. Načini so drugačni. Ne? Zadnjič, ko sem imel nekoga, vidim, da sem rahlo to pogledno zaostal, ne? Sva se dogovarjala za sestanek, on je vzel v roko telefon, jaz sem vzel pa papir, ne? Pa svinčnik. Pravi, aha, vi ste pa še analogen. Sem rekel, ampak vseeno bi se lahko zmenila, ne? Ker je pomembno to, ker bova, ne? Torej, o tem govorim, ne? Verjetno zdaj bo potreben čisten drugačen pristop. Ko ste pa govorili o Dobsu pa revivu, ne? So pa to zelo velike razlike, po mojem mnenju, ne? Ker jaz skoraj ne poznam človeka, ki ga ne bi ptiči zanimali, ne? To je neprimerljivo. Anglija je uspela ohraniti svoje okolja in zmanjšati izpuste zaradi tega, ker so v šolah pravzaprav začeli eno akcijo, morda se bo kdo od starejših spomnil, ki se je rekla, in so govorili v lišajih, ne? In so vse ljudi animirali, ker so hodili po gozdovih, okrog svoje hiše in tako naprej, da so poklicovali lišaje. Tudi tako lahko dobiš ljudi. Je bilo obdobje, ko so vsi lovili metulje in ugotavljali, ne, kakšni so. Glejte, človek se zanima za tisto, kar je lepo, ne? Človeka privlači lepo. Tudi vrabec je na nek način lep, ne? Kaj šele kaklišček, kaj podobnega, ne? Tako ptičarji v tem pogledu so imeli neko prednost, absolutno, ne? In so jo dobro izkoristili. Zanesljivo imajo nasvet, kako to v vodnem okolju delovati. Z ljudmi, ki se pogovarjam, recimo, da rečem v vasi, ne, kjer nam je voda od nekdaj pravzaprav življenje, a ne, jo pa vidijo kot nekaj, kar je pravzaprav ves čas tam in kar je tako, kot je. On ne vidi jezu pa tega, ne, in to je zahtevna naloga. Kako to spremeniti? Ampak mislim, da je absolutno začetek potreben, tega pa koraka nismo naredili, pa to ni pesimističen pogled, ampak je nujno treba začeti z izobraževanjem in ozaveščanjem v šoli. S starimi ljudmi ali pa tako naprej ne priješ nikamor, ne? Razen tistih, ki jim je to, da ne rečem celo lahko romantika. To je pa res, ne? In tako da jaz mislim, v to smer je treba iti, ker se pa zakonodaje tiče, pa jaz mislim, da imamo odlično. Zdaj pa stvar na pravnikih pa je, kako jo speljati, ne. Poglejte, so tudi Mokrice so se ustavile zaradi prava, ne. Se niso ustavile zaradi aktivizma ali pa tehle kajakašev in tako dalje, ne. Pravniki so jo ustavili Mokrice. Je treba znati brati, ne. Mislim, in najti tisto, kar tam piše. Zdaj, jaz sem bil tudi blazno optimističen, ko smo šli v referendum, ne, tako imenovanih priobalnih zemljiščih, ne, in je uspel, se ne vem, 75% ali nekaj takega, ali še več, 85%, poglejte. To je izjemno bilo, ne. Ko pa prijem na Sotočje in on prnori z tem džipom, ne, pa ne vem, kje so zdaj ti ljudje, ki so glasovali za, ne, kdo so, me razumete? Ker tam si pa na priobalnem zemljišču in te človek lahko povoz, ne, ker ima moč. To se pravi, ampak moč mora imeti, tako ker sem njega razumel, v tej situaciji, kot smo zdaj, bo pa morala moč imeti tudi pravo z, kako bi rekel, eksemplaričnimi zadevami, a ne? Te Mokrice so zagotovo nekaj, da ta, bi rekel, močna druščina ljudi vidi, da pa povsod pa ne morejo uspeti, ne. To se pravi s pravom. Izobraževanje, po drugi strani pa sama aplikacija zakonodaje. Primerjava zdaj s posameznimi, to je društvo, ne, to ni, recimo, civilna iniciativa, kaj šele zavod, ne, mene zavod vedno spomni na poboljševalnico, ker smo pač v vasi imeli zavod za posebno mladino, no. Tako da jaz zavoda ne bi ustanovil, ne, ampak ne mislim zdaj to na revivo, ne. Ampak glej, to se ti usede, tako kot se je ljudem usedel, kaj je fajn, ne, da imaš ti ogrejen potok, ne, do katerega pa drug ne more in mora imeti čim večjo škarpo. To se je tudi usedel ljudem, ne. A se ne sam še repliko, ne? Zvoli boš še, zvoli.
V bistvu prej, ko sem dobila besedo, nisem najbolj bistvene stvari povedala, ne. Mecenstvo in tako naprej. V resnici glavna moč društva je v velikem članstvu in prostovoljstvu in srčnih ljudeh, ki imajo podobna zanimanja in ki jih pač tudi mogoče ta organizacija zna združiti, ne, in tudi navdušiti, tudi na nek način nagraditi, kadar je treba, in mislim, da je to ena zelo pomembna stvar, ne. Prvič, da iščemo in se povezujemo z ljudmi s podobnimi zanimanji, da iščemo zavezništva, ne. Tudi množičnost je res pomembna tle, no. Mogoče boljš, še skoraj boljš kot neka finančna sredstva in viri, no. V smislu sponzorstv, ne. Ker to je ponavadi kratkega diha, ne. Leto, dve, par let mogoče in potem mine. Ljudje pa ostanejo. Te ljudje, torej, ki jih je Ljoša že pred pol ure omenil, moram reči, da se posebej se zahvaljujemo tej glasbeni spremljavi v zadju. Smo si naročili godbo, da ima točno zdajle, da ima vajo, da nas bojo počasi pregnali, ker smo že kar nekaj časa tukaj, ampak preden gremo narazen, še eno vprašanje, Ljoša, zakaj pri Ministrstvu za okolje in prostor, pri ene 3 resorjih, ki se ukvarja z rekam ali pa z vodam, zakaj rabimo nevladne organizacije? Zakaj mora biti PIC imenovan s človekovimi pravicami, verjetno imamo državno institucijo za to? Kaj se dogaja? Je to, kar je profesor omenil prej? Zdaj sme pa, se pravi, nevladne organizacije obstajamo zato, ker država svojih funkcij ne more v celoti izpolnjevati. Mislim, da je to en tak splošen stavek ali pa poved. In to se je pač povsod po teh, bom rekel, povsod po svetu se to dogaja, zato ker država je pogosto, bom rekel, drži štango tistim, ki so močnejši, ne? To se zelo pogosto dogaja in tudi pravni sistemi so bili pogosto vzpostavljeni ali pa so še vedno, ne, da dajo nekak štango tistim, ki je močnejši. Tako da, ko govorimo o nekih osnovnih, ne, pravicah ljudi, je skoraj nujno, da obstajajo organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, ki dajo podporo, ki grejo na sodišča, ki grejo pač, bom rekel, tudi aktivistično na cesto in tako naprej. Zdaj imamo pa upravka nekaj pa še z okoljem in za naravo, ker recimo nima nekega takega, bom rekel, to niso ljudje, a ne, to ni človek, ki bo stopil na cesto oziroma se boril za svojo pravico. In v tem kontekstu je pa ful pomemben, a ne, da obstajajo nevladne organizacije, jaz temu rečem širš pač civilna družba, a ne, ena bolj strokovna, ena manj strokovna, mislim, da vse to je pomembno, ki potem na vse te manjkote, ki obstajajo na državni ravni, ne na vse, ne, ampak vsaj na neke manjkote, ki obstajajo na državni ravni, da zna reagirati, pa da tudi, bom rekel, pridobi zaposlitve, strokovne kadre, projekte in tako naprej, da dopolnjuje nekako te funkcije, ne, ki bi mogle biti na državni ravni nekako izpolnjene, pa niso. Zdaj, če bi bilo vse, ne, če bi se nevladne organizacije, zdaj si dajmo sam predstavljati, ne, če se mi kar naenkrat pretopimo v državne organe, danes smo že kar parkrat govorili o tem, kaj pa kako, verjemite, da čez nekaj časa, ne, bo spet stvar, bom rekel, bo spet šla popolnoma samo v eno smer, ne, v negativno slabo smer. Zato je vreden fajn, da je neka kontra oziroma da je nekdo, ki čekira, kaj se dogaja, kaj se odvija in tako naprej. Ker država ne razpolaga, recimo, tudi včasih so, bom rekel, pogovoriti se moramo tudi o sposobnosti, a ne, ljudi, ki so zaposleni v državnih organih. Moramo se pogovoriti tudi, a sploh je dovolj kadra, recimo Slovenija je majhna, težko je dobiti nekaj ljudi, a ne, ki bodo recimo zelo strokovno delali tudi v državnih institucijah. Pogovoriti se moramo o tem, da ima država stik z vsemi možnimi deležniki, a ne, se pravi, nismo sami ivni, ki hodimo težiti, ampak dnevno prihajajo recimo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, a ne, kle imamo kar precej močne interesne skupine, a ne, se pravi, industrijo, takšne in drugačne industrije. Prihajajo gospodarstveniki, podjetniki, prihajajo vsak dan na pogovore, na želje in tako naprej. Ne? Se pravi, na državi ti dobiš stik vseh teh možnih deležnikov in zato je to pomembno, da ta civilna družba močna obstaja. Zdaj, da obstaja, mora imeti tudi dobre pogoje, to bi še rad izpostavil, a ne, potem pa zaključil.
referendum je bil narejen za ston. Referendum je bil narejen za ston, niti dobro, nekaj je bilo sicer noter, ne bom zdaj čistko, ampak 99% ljudi, ki je tam sodelovali, je bilo za ston. A je sposobna civilna družba, recimo, pa tudi vi veste, ne, za lokalno skupnost, je sposoben vsak žrtvovati v bistvu svoj življenje izven službe, nekdo ima službo, mogoče celo ima kdo sreča, pa ne rad imeti službe, ampak ljudje imajo službo in potem še nameniti temu, ne vem koliko, pravzaprav dni, ur, časa, neki akciji, nekemu prizadevanju, a ne? Ne bo šlo tako, ne gre to tako, bom rekel, ni trajnostno. A ne, se pravi, treba je vzpostaviti in financirati sisteme, vzporedne sisteme države, ki so lahko sposobni odgovoriti na te stvari in to je civilna družba, to so strokovne nevladne organizacije. Ko bomo živeli v svetu, kjer nevladnikov nas ni treba, pa nam bo vsem ali zelo lepo ali pa ekstremno slabo, tako da dajmo pač vztrajati še naprej in tudi, če nam kaj kdaj ne rata, je treba vztrajati. Ok, hvala lepa. Zdaj bomo mogli malo pohiteti, ker to, kaj je tišina, to flautistke so užaljene, pa pol imamo malo tišine, ampak ne bo velikrat se to zgodilo. Urša, zakaj misliš, da bi se mogel Revivo prijeti takrat, ko bo najtežji loviti optimizem? Česa se bi moral prijeti? Ja. Ja, nas prijateljev, ne? Ne, ampak resno mislim to, kar sem že prej mogoče na koncu omenila, ta zavezništva, jaz mislim, da so blazno pomembna, ne? Tudi sama delujem po tem principu, da ne obupujem, ampak da v resnici iščem ljudi, ki imajo podobne cilje, podobne želje, poskušamo najti nek skupni jezik in možnost sodelovati, ne? Mislim, da je to, kar nas lahko drži gor, ker ko se preveč izoliraš in preveč vidiš samo tisto goro problemov, ne pa ljudi okrog sebe, potem je čas za pesimizem, ne? Ko pa vidiš druge okrog sebe, pa optimizem nastopi. Tako da, relajo nas. Ok. Rok, ti se mi zdi, da imaš mogoče, sam si nevladnik, verjetno z istih razlogov, pa velikrat si verjeten ali pa se mi zdi, da si mogel verjeten velikrat naleteti tudi na gluhe ušesa, predvsem pri državnih institucijah. Zakaj imamo status častne straže nevladniki kje ti vidiš, da je največji problem? Mislim, jaz nisem ta nevladnik zaradi želje, jaz bi bil raj tišler, pa bi pač hodil za reke se fajn meta, ne, ampak to je prišlo iz potrebe ali pa iz enenuje. Zdaj pa je ta straža častna ali ne, to je zelo diskutabilno, je pa nujno potrebna, ne. In na srečo je še neka kritična masa ljudi, ki je pripravljena en del svojega življenja, precejšen del svojega življenja, ali žrtvovati, ali pa nameniti tej častni straži. Tako da, dokler bo nekih teh ljudi, je uredno imeti upanje. Po moje je pa, vsaj jaz tako delujem, vsakič, ko se name obrne kdo, ki dostikrat dobim kakšen mail, tudi anonimen, kdaj pa tudi podpisan z kakšnega zavoda za varstvo narave, pa zavoda za ribištvo. Pravim, druščina, če bi vi delali svoj del, meni zelo ne bi rabili pisati, ne. Jaz vem, da je tudi njim težko, ampak kdaj je pa treba tudi kje pomis udariti, ne, pa se znotraj neke take organizacije, kaj tam sredstvi pa podprta na dolgi rok, ne da naveja, bo z enega meseca šlo v drugega, je pa fajn tudi tam biti načelena, ne. Tako da jaz mislim, da moramo mi istočasno pritiskati na une, da delajo svoj del, da bomo mi manj rabili delati, pa najdeti neke načine, kako še zmer navduševati družbo za to, da se nam pridruži. Bo pa izziv, ne? Sam se imamo radi izzive. Ok, hvala. Tako se mi zdi, da smo delali zadnji krog, seveda zadnje vprašanje se spodob vprašati Polono. Prosim, ustanite. Vsa vprašanja ne bomo kle odprli, ker nas je toliko malo, da bomo tamle
ko bomo kakšno prigriznili, pa bomo malo izmenjali, ampak Polona zate eno kompleksno znanstveno vprašanje. Kva bi ti naredila, če bi na jackpot zadela? Koliko zadela? 90 milijonov, recimo. Zdaj moram razmisliti, kaj je sploh mogoče, pokupila vse reke. Ok, tudi to je smiselno. Ves obvodni prostor pa pustila, da se zgodi, kar se ima za zgoditi. Ok, ampak verjetno finance niso prvi in zadnji odgovor, zakaj počneš to. Mislim, da smo veliko vsi povedali in da tudi načeloma se izdela videti, kaj je motiv Reviva, pa za česa funkcioniramo. Jaz bi rad povedal, da tale darilca, ki jih vidite vi pod stoli, da smo jih naštimali, zaradi tega, ker če bila okrogla miza za nič, da lahko zagrabijo gostje, pa kar grejo. Ampak hvala Bogu so zdržali do konca, hvala vam, ki ste poslušali, hvala vam, ki ste bili vsi z nami, vsakmu posebej, prosim, ne jati takoj domov. Hvala, en aplavz, če lahko še. Pejte jest, to je bilo zdaj. Sam prinesemo sendviče.